Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji medobčinskega nogometa. Pred nami je drugi polčas zadnje tekme 7. kroga v prvi MNZ Maribor. Domače starše gostijo gostujočo zasedbo iz Jurovskega Dola. Po prvem delu Staršani zasluženo vodijo z 2-1. Dvakrat se med strelce vpisal Kovačič v 32. in pa 42. minuti. Vmes so v 41. minuti do izenačenja prišli gostje preko Šnofla, a na koncu so domači vsaj zaenkrat stvari postavili na svoje mesto. Bomo videli, kaj lahko gostje še postorijo v tem drugem delu, morda pridejo do izenačenja in kakšne točke na tem izjemno zahtevnem gostovanju. Starše so že visoko pritisnile, jasno želijo še en zadetek, s katerim bi si olajšali zadeve pred nadaljevanjem, medtem pa prekršek Sagadina nad Miložičem. Prosti strel za domače, izvedel ga bo Milec. Milec se je odločil za strel v bloku Knupleš. Mesarič proti Habitu. Kovačič je pritisnil na Gajserja, na koncu storil prekršek. Miložič proti Dobniku, Gerečnik je iskal Brega, vmešal se je Kraner, znova Miložič. Kovačič je lepo našel Gerečnika, 3-1. V 47. minuti so domači prišli do povišanja in morda celo odločilnega zadetka, ki je povsem ta obračun nagnil na stran domačega moštva. Sedaj jasno je pred Jurovskim Dolom misija nemogoče glede povratka v ta dvoboj, a videli smo še večje preobrate, tako da nikoli ne reci nikoli, bi se lahko izrazili. Gerečnik vrača Mesariču. Kirbiš mirno proti Habitu. Milec. Sagadin je iskal Gerečnika, pametno se je postavil Gerečnik. Znova mirno vrača Mesariču. Breg. Na koncu pa nenatančen pri oddaji žoge Dobnik. Miložič uspešnejši od Sagadina, še vedno Miložič in Sagadin v dvoboju. Prekršek gostujočega vezista. Dobnik. Breg. Kovačič, še vedno Kovačič. Vmešal se je Habit.
Breg, Miložič, Miložič proti Kovačiču, Šnofl, prekršek Brega. Kac, prekršek Šnofla. Gerečnik na kratko proti Dobniku, ta na desno stran proti Habitu. Po tem hitrem zadetku domačih bodo ti jasno zgolj mirno želeli pripeljati ta obračun k koncu. Kovačič vrača Milcu, ta proti Miložiču. Pametno je Gerečnik prepustil žogo Bregu, na koncu prekršek Gajserja. Nekaj nespretnosti v teh trenutkih, Brunček je žogo želel preprosto predati domačim, ta je v glavo zadela Brega. Miložič proti Bregu, ta je želel s podajo na drugi vratnici zapustiti Milca, a na koncu nenatančen pri oddaji žoge Breg. Pravočasno izvrat Sagadin. Miložič. Miložič je lepo našel Kovačiča, še vedno Kovačič, uspešnejši Gajser. Breg proti oddaljenejši vratnici, kjer se je odkrival Gerečnik. Domači sedaj zares lepo kombinirajo, jasno igrajo povsem sproščeno, imajo željen rezultat, lepo prednost dveh zadetkov, s 3-1. Milec, Dobnik, težave za Dobnika. Divjak. Knupleš na desno stran proti Hagerju. Prekršek Kaca. Nepotrebna situacija sedaj za domače, ki so nekako sami ponudili to priložnost oziroma ta prosti strel gostom. Prosti strel bo izvedel Hager, Hager se je odločil za strel močno, a pravočasno Sagadin. Šnofl, ta znova na desno stran proti Hagerju. Hager in Mesarič v dvoboju, na koncu prekršek gostujočega nogometaša.
Manjša nezbranost pri domačih. Gerečnik vrača Sagadinu, ta takoj na levo stran, kjer je iskal Miložiča. Mesarič, Miložič. Miložič je takoj v ogenj želel poslati Mesariča, toda prehitra podaja je bila to za slednjega. Starše so nekoliko popustili v teh trenutkih, to so takoj izkoristili gostje, stopili nekoliko višje. Kirbiš. Šnofl. Dobnik mirno proti Gerečniku. Dobnik. Gerečnik. Lepo je videl tekajočega Kovačiča. Pravočasno se z obrambno reakcijo izkazal Kraner. Žoga iz avta za goste. Iz avta bo metal Gajser. Proti Sagadinu. Šnofl. Še vedno Šnofl. Žnuderl na desno stran proti Hagerju. Še vedno Hager. Kac proti Miložiču. Miložič na desno stran proti Habitu. Težave za Habita, out za goste. Nogometaši Starš so zaenkrat v tej sezoni dosegli 18 zadetkov, prijeli so jih zgolj 6. Najboljši strelec moštva je Bohak, ki si s 5 zadetki deli drugo mesto na lestvici strelcev z nogometašem Pohorja Friedrichom. Po 2 zadetka so dosegli Kac, Kirbiš in Kovačič, oziroma Kovačič je s tema dvema današnjima že pri 4. Prejeli so tudi 13 rumenih kartonov, največ 4 ima na svojem računu Bohak, rdečega še zaenkrat niso prejeli. Jurovski Dol pa je zaenkrat dosegel 10 zadetkov, prijeli so jih že kar 25, podatek, ki ne obeta največ za gostujočo zasedbo. Seveda, če bodo želeli obstati, bodo morali strniti svoje vrste v obrambi, drugače se jim ne piše nič dobrega. Najboljši strelec moštva je Dejan Ploj, ki se je podpisal pod 3 zadetke, oziroma danes je Šnofl s tem izenačil ta izkupiček Ploja. Prejeli so 9 rumenih kartonov, največ 2 ima Ploj, dobili so tudi že en rdeč karton. Na svojem kontu ga ima Sattler.
Žnuderl. Podaja, globinska podaja je bila to Zormana proti Žnuderlu, na koncu pravočasno izvrat Sagadin. Domači so povsem popustili po tistem zadetku na 3-1, sicer vmes so si še priigrali nekaj lepih situacij, a sedaj v teh zadnjih 10 minutah brez prave želje po kakšnem novem golu v mreži Jurovskega Dola. Kac proti Kirbišu. Kirbiš vrača Mesariču. Gajser. Knupleš, vmešal se je Habit. Še vedno v posesti Habit. Kirbiš. Kovačič, Mesarič. Brunček na levo stran proti Gajserju. Gajser v vezno vrsto, kjer se odkriva Divjak. Ta znova vrača Brunčku. Sagadin v teh trenutkih gostje kombinirajo oziroma so si izmenjali nekaj kratkih podaj na svoji polovici. Sagadin je lepo našel Divjaka, na koncu najvišji v skoku Gerečnik. Milec. Dobnik je na levi strani lepo našel Mesariča. Mesarič takoj žogo v prostor proti Kovačiču. Na drugi strani se je lepo vključil Gerečnik. Za strel se je na koncu odločil Kovačič. Iskal je še tretji zadetek, hat-trick. Imel je boljšo možnost sicer s povratno podajo, kjer je povsem sam na 5 metrih čakal Gerečnik. Sagadin. Šnofl. Sagadin. Mesarič. Gerečnik znova vrača Mesariču. Miložič in Mesarič z dvojno podajo. Kovačič. Milažič je lepo zaposlil Gerečnika. Na koncu pravočasno izvrat Jarh.
Habit. Še vedno v posesti Habit. Kirbiš. Kirbiš, zapletel se je Kirbiš. Sagadin. Vrnil se Mesarič. Nova zamenjava. V gostujočih vrstah izigrejo številko 9 Šnofl. V igro pa prihaja številko 4 Žiga Bauman. Milec na kratko proti Kacu, ta na levo stran do Mesariča. Miložič vrača Kac, Milec. Lepo je Milec našel Dobnika. Dobnik takoj v prostor proti Bregu. Breg z ostro podajo proti Gerečniku, še enkrat več so gostje v zadnjih trenutkih posredovali in tako preprečili nov zadetek v svoji mreži. Miložič se je odločil za strel z velike razdalje, brez večje nevarnosti za Jarha. Breg vrača Habitu. Kac. Dobnik se je omešal. Mesarič. Prekršek Sagadina. Dobnik. Kirbiš. Še vedno Kirbiš. Takoj v ogenj pošilja Mesariča. Lepo Mesarič. Mesarič v samostojni akciji, na koncu se je z obrambo izkazal Jarh. Breg. Na koncu roka Gajserja. Gerečnik spodaja proti oddaljenejši vratnici, kjer je z glavo sprožil Milec na mestu Jarh. Mesarič, tokrat nenatančen pri oddaji žoge, Sagadin, mirno Milec, Kac, takoj na desno stran proti Habitu,
Gerečnik, Habit. Ajde, Haba, dajmo toto žogo bek. Milec. Milec proti Dobniku. Miložič. Miložič je lepo ogenj poslal Gerečnika. Gerečnik mimo Jarha in 4-1 za domače. Znova med strelci Gerečnik, ki je tako dosegel še svoj drugi gol na tem obračunu. Nova lepa akcija je bila to domačih, ki lahko odigrajo zelo hitro, če želijo in se znajdejo v priložnosti. Na tem obračunu so kar nekajkrat dokazali s temi hitrimi prenosi, da lahko v težave spravijo svojega nasprotnika, medtem pa zamenjava pri domačih iz igre številko 10 Miložič. V igro pa je prišel številko 26 Dejan Pintarič. Kac Kovačič na levo stran proti Bregu, ta takoj na desno stran, kjer je videl tekajočega Gerečnika. Dovolj hiter je bil tokrat Jarh. Na koncu pa je Gajserju ta žoga ušla in out za domače. Habit vrača Milcu. Dobnik na levi strani se je vključeval Mesarič, ta takoj v vezno vrsto proti Pintariču. Pintarič lepo je videl tekajočega Kovačiča. Sagadin. Sagadin atraktivno mimo Dobnika, na koncu pa neuspešen pri oddaji žoge. Habit. Knupleš proti Hagerju, ta na levo stran proti Gajserju. V bloku Kirbiš. Še ena zamenjava pri domačih, tokrat iz igre številko 6. Kirbiš, v igro pa prihaja številko 4. Ivan Barun. Brunček.
Spodajo proti Knupležu, ki je bil višji skok od Milca, to da pravočasno izvrat Sagadin. Gerečnik. Brek vrača Barunu. Barun je iskal Mesariča, še enkrat več pravočasno izvrat Jarh. Habit proti Barunu. Brek. Brek lepo znova proti Gerečniku, toda v prepovedanem položaju se je znašel Gerečnik. Priložnost za tretji zadetek tega nogometaša na tem obračunu. Sudja, vrži toti lopar bek. Lopato vzemi, se bo kople. Mali ne, se boj nisi bil offside, veš? Samo oni ne zna tam na ovoj strani. Štirikrat mora mahati, zdaj štirikrat že. Kupni toto. Milec. Barun je lepo videl tekajočega Pintariča. Smola sedaj za Pintariča, nekaj sreče je za goste v teh trenutkih. Iz avta Gajser. Umešal se je Habit. Gerečnik proti Dobniku. Izbija Brunček. Kovačič. Lepo do konca, oni so se tako predali. Pravočasno se je umešal Mesarič, Sagadin na koncu prekršek Mesariča. V naslednjem 8. krogu je znova pred nami nekaj zanimivih in razborljivih dvobojev. Izjemen boj se bo zagotovo odvijal v Črni na Koroškem, kjer bo Peca meče prekrižala staršami. Gostje bodo poskušali prvič letos odvzeti točke Črnjanom na njihovem terenu, a Korošci se s tem zagotovo ne strinjajo in bodo storili vse, da še enkrat več točke ostane v Črni. Prav tako pa je pred nami spopad vodilnih. Derbi se bo odvijal v Limbušu, kjer bodo domači gostili Miklavž. Marles letos slabše rezultate niza na svojem terenu kot na gostovanjih, a ne glede na to je vsaj zaenkrat pred njimi izjemna sezona, a to jasno velja tudi za Miklavž. Tako bodo obojni iskali nove 3 točke, potrditev dobre forme in utrditev pri samem vrhu prvenstvene lestvice. Obračun moštev, ki se želita priključiti, medtem pa zamenjava še ena pri domačih, tokrat iz igre številko 27 Kovačič. V igro pa je prišel številko 18 Tomaž Sedminek. Pametno Milec. Da zaključim prejšnjo misel, kot rečeno, Pesnica odhaja na gostovanje v Pohorje. Gre za moštvi, ki ciljata visoko, a za dosego teh ciljev prostora za napake enostavno ni več. Tako sam osebno pričakujem obračun do zadnjega atoma moči z veliko želje po 3 osvojenih točkah.
Dvoboj ekip, ki jo kot vse kaže čaka boj za obstanek, se bo odvijal v Brunšviku, kjer bo gostoval TAP Akumulator, predvsem glede boja za obstanek. Tukaj ciljam na Zelene iz Dravskega polja, ki so v velikih težavah na zadnjem mestu. Akumulator pa se je zmagal v prejšnjem krogu nekoliko lažje zadihal in se približal sredini prvenstvene lestvice. Spopad ekipi spodnjega dela pa se bo odvijal v Malečniku, kjer bodo domači gostili Duplek. Obe ekipi nista zadovoljili apetitov svojih navijačev, zato za obojne na tem obračunu šteje samo eno in to je zmaga. Marjeta pa, ki je v sezono štartala izjemno, se je sedaj znašla v mini rezultatski krizi, saj so že 3 zaporedne tekme brez zmage, še huje, doživeli so kar 3 zaporedne poraze, tokrat pa bodo gostili Radlje in morda so Korošci pravšnji nasprotnik za povratek na zmagovita pota in dvig samozavesti pred nadaljevanjem sezone. Rače bodo vlogo favorita poskušale vknjižiti na gostovanju v Jurovskem Dolu, domači so edino točko osvojili na svojem terenu, vsaj zaenkrat v prejšnjem krogu proti Akumulatorju, a jasno zasedba iz Rač velja za eno bolj kvalitetnih v ligi, zato bo na tem dvoboju vse razen zmage Račancev veliko presenečenje, saj sami iz kroga v krog igrajo veliko bolje, počasi postavljajo stvari na svoje mesto, se približujejo vrhu lestvice. Gerečnik z diagonalno podajo proti Mesariču. Veliko prostora ima Mesarič. Je na drugi vratnici iskal Pintariča, medtem še 2 zamenjavi v domačih vrstah. Iz igre številko 7 Rok Breg, v igro pa prihaja številko 8 Jernej Haler. Prav tako iz igre tudi številko 19 Sašo Gerečnik. V igro pa številko 16 oziroma številko 15 Rok Skodič. Kraner na desno stran proti Zormanu, še vedno Zorman. Umešal se Sedminek. Pintarič v ogenj. Pošilja Halerja. Sagadin mirno na kratko proti Milcu. Barun na desno stran proti Habitu. Umešal se Gajser.
Pintarič na levo stran proti Sedminku. Neroden udarec je sedaj prejel številko 5 Zorman. Dobnik. Še vedno Dobnik. Rokne! Kaj ti nisi rukno? Dobnik proti Skodiču. Barun. Na koncu prekršek Baruna. Oster štart je bil to Kranerja. Skodič. Skodič je na drugi strani iskal Halerja. Prekini to. Zdaj pa karta, sudja, karta! Prvi rumeni karton na tem obračunu. Prejel ga je številko 19, branilec gostov Kraner, ki je povsem zamudil v tem štartu. Zadel Mesariča. Tečejo seveda zadnje minute tega obračuna, domači bodo prišli do nove zmage in tako še bližje vrhu prvenstvene lestvice. Prišli bodo do svoje 15. točke in tako jih bo od vodilnega položaja ločila zgolj ena točka pred naslednjim krogom. Izenačili se bodo s Peco, tako bo zagotovo še bolj vroče na obračunu v naslednjem krogu, kjer se bosta prav ti dve moštvi pomerili med seboj v Črni na Koroškem, kot že rečeno. Na srečo bo Mesarič kljub temu grobemu štartu lahko nadaljeval s tem obračunom. Habit. Kac proti Dobniku, še vedno Kac. Kac v ogenj pošilja Sedminka, pravočasno izvrat Jarh. Brunček mirno na levo stran proti Gajserju. Habit takoj proti Barunu. Kraner proti Divjaku. Mesarič. Na koncu prekršek nad Mesaričem. Habit znova vrača Milcu. Napaka Brunčka, Haler na levo stran proti Skodiču. Zorman. Nanj je pritisnil Haler, priložnost za peti zadetek domačih.
Dobnik proti Mesariču. Mesarič in na koncu 11 metrovka za domače. Preoster je bil Kraner, ki že ima rumen karton, kot vse kaže mu bo glavni sodnik pogledal skozi prste. Priložnost imajo domači, da dosežejo še 5. zadetek v mrežo gostov. Sudja, kaj ni to karton? Metrovko bo izvedel Kac, Kac strelja in 5-1, mirno je to na koncu izvedel Kac. Glavni sodnik je tudi odpiskal konec tega obračuna. Visoka zmaga Staršanov s 5-1, povsem zasluženo skozi celoten obračun so bili boljši nasprotnik. Če še preletimo strelce tega obračuna, za 1-0 je v 32 minuti poskrbel Kovačič, izenačil je Šnofl v 41. Rezultat prvega dela je v 42. z novim zadetkom postavil Kovačič na 2-1, v drugem polčasu pa še večja prevlada domačih, v 47. Gerečnik 3-1, 71. znova Gerečnik na 4-1, končnih 5-1, pa v 90. zadetkom z 11 metrovke Tadej Kac. Kot že rečeno, zaslužena zmaga domačih, ki so sedaj zelo blizu samemu vrhu prvenstvene lestvice. Z moje strani je bilo to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in pa vljudno vabljeni k naslednjim prenosom.